Dober dan, danes je pa en tak malo žalosten vlog, zato ker vračamo atmosferskega Hyundai i30N. S tem avtom smo se vzeli nekaj časa in zdaj bom malo razložil, kako je bilo. Evo, brat že čaka. Rekel sem, da je žalosten dan, ko gre un nazaj. To bom pogrešil! Ful! Gremo! A veš, pa moram priznati, da res ni veliko avtomobilov, na let mogoče 4 ali pa 5, pri katerih, ki jih je treba vrniti, rečeš, lahko sem še malo. Ta avto ima tist neki, zaradi česar hočeš še. In hočeš veliko tega še. To sem tudi že razlagal, ne, da se mi zdi fascinanten, kako je Hyundai v prvem poskusu zadev terno. A veš, ne pozab, konkurenti delajo hot hatche, dobro, ta ni hot hatch, zato ker ima ritko, ampak se veš, kaj hočem reči, delajo mehne, kompaktne, športne avtomobile že desetletja. Hyundai tukaj nima veliko prakse, to treba priznati. In do prvemu šusu ustvariš avto, pri kateremu vsi tri avtomobilski novinarji, ki smo ga v sklopu atmosfercev vozili, to se pravi Jure Gregorčič, Saša Kapetanovič pa jaz, nismo najbolj zadovoljni, ki ga moramo vrniti, predvsem pa, da smo res polni hvale na račun celotne izkušnje, da večjih pomanjkljivosti sploh ne vidimo, to je orang dosežek. No. To že samo po sebi veliko pove o tem, koliko energije je Hyundai vložil, da so zadevo speljali v prvo, tako je treba. Zdaj pa najdem samem plus, da se lahko palomeru zjokam. Pa veš, zakaj sem ta avto pripeljal na daleč najbolj zmahano cesto, ker jih poznam. Vem, da na videu ne zgleda tako, ampak stari, trust me on this one. Zato, ker se mi zdi prav, da poudarim dvojnost njegovega značaja. Ja, ko prestaviš v en mode, a veš, ta avto ima prilagodljiv podvozje, je hudičevo trd, pravzaprav zelo primeren za na pisto. Tisti program je za pisto pravzaprav narejen, ampak hočem to reči, da ko pa prestaviš v izhodiščen program in se znajdeš na taki cesti, pa rečeš, ne samo, da je odličen daily, da se da z njim super shajati na navadnih cestah. Tudi če zagusti. Men problem. Drugače pa, kaj mi bo najbolj ostal v spominu? Moram reči, da je to faktor zabave. A veš, jaz ne vem, če se spomniš, ko sem jaz ta avto prvič peljal, skupaj z Juretom so bila na mednarodni predstavitvi v Rimu, kjer smo ga žgali tudi po pisti. Že takrat sem razlagal o tem, da so Hyundai inženirji poudarjali to, da njihov avto na pisti v primerjavi z nekaterimi tekmeci ni najhitrejši. Smo rekli, ok, dajte ga zapeljati, pač nimate najhitrejšega. In to je v času, ko se vsi proizvajalci, pa vsaj večina, vsaj tistih, ki delajo res hitre hot hatche, trudijo za tiste rekorde na Nürburgringu. Ja, vas gledam, Seat pa Renault. To je kar redkost, ne, da rečeš, fuck that, mi bomo šli na neki drugega. In so tudi šli. In ta faktor zabave, povezan z zvokom, recimo, mislim, ni veliko avto v tem segmentu, ki bi imeli tako dober zvok. Drugače pa, kar se same oblike tiče, jaz moram priznati, da meni osebno je še malo bolj všeč kombi limuzina, čeprav tale spoilerček, le kako so pri Hyundaiu lepo dvignili ritko, da dosežejo še malo downforca na zadnji del. Pa veš, kaj mi je bilo še ful všeč? Ta avto ima fuljenih party pisov. Veš, kaj to pomeni? Da kadarkoli se z njim kam pripeleš, imaš eno dodatno ali pa novo stvar, ki jo lahko izpostaviš, da rečeš, a ti nekaj pokažem, daj prid sem. In pa rečeš, daj sam kufr moram teriti. Pa folk, kaj boš pa ti meni kufr ukazal? In pa rečeš, stari, jaz bi ti samo eno palco rad pokazal. In pokažeš tale stabilizator, ki veš, zakaj skrbi. Za večjo togost zadnjega dela avtomobila. In da Hyundai to naredijo tako, da ti lahko vidiš, se meni zdi plus. Ker meni so take stvari seksi. Ja, pa je to tudi prednost, ne? Da tukaj ne gre za limuzinsko odpiranje samo tega dela karoserije, ampak da se odpre tudi šipa zraven, kar pomeni, da je kufr velik, obenem pa tudi lepo dostopen. Pa ko pridemo do vozne dinamike, je še en dokaz, da Hyundai ni prepuščal stvari na ključju. A veš, kdo je pilil ta avto, da se pelje tako, kot se pelje? A ti ime pa priimek Albert Biermann, ki je pomeni, on je bil recimo prej šef BMW-ovega M oddelka. Tako, ali veš, da niso rekli, dajmo nekaj narediti, ker bo pa bo. Pa če že govorimo o prilagodljivem podvozju, veš, 3-stopenjsko je prilagodljivo. Blažilniki so elektronsko nadzirani, spremembe pa prilagoditve se zgodijo zelo hitro, zadeva je zelo učinkovita. Da ne govorimo o tem, kaj vse je Hyundai naredil zato, da je avto tako opasen pa tako oštar, ne? Mislim, lahko tudi povem. A veš, kupenih sestavnih delov, ki jih drugače najdeš tudi v nekaterih drugih i30-kah, so ojačali, prilagodili športnim zahtevam. Motor ima recimo izboljšan pretok zraka, vpetje ima čisto drugačno, 6-stopenjski menjalnik ima
toliko kratke hode, pa ful je natančen, pa to Jure zelo rad pove, opremljanje s sinhroni iz ogljikovih vlaken. Valjda so tudi gume, v katere je obut narejene posebej za njega, pa kaj izridke zaslišiš, ratatata. Kdo šaltaš, sam cvišen gas dodaja. Predvsem pa, to se mi zdi pa najbolj pomemben, ker se peleš hiter, je ful natančen. Ni brutalka. Je bolj ena taka posebne vrste avtomobilska balerina, če lahko uporabim ta izraz. In ta lahkotnost je tista, ki ti prinese vesele. A veš, biti korejska avtomobilska znamka, pa narediti avto s karakterjem, ki bo v razmeroma zahtevnih voznikih zbudil ena taka pozitivna čustva, to sem že v začetku o tem govoril, ne? To ni toliko lahko narediti. Ene znamke, ki imajo veliko več izkušenj, včasih tukaj čisto falijo. Tako. To sem hotel povedati. Mislim, vsaj kar se vozne dinamike tiče. In pol na koncu po enem takem daljšem časovnem obdobju priješ tudi do točke, ko se vprašaš, a bi jaz kaj spremenil na tem avtomobilu. Jaz prav veliko stvari ne bi, zato ker tiste ta pomembne reči, to, kar sem ravnokar opisoval, to štima. Je pa nekaj res. Ta avto sicer zelo učinkovito nastavljeno elektronko, ki ni moteča, pa ne posega preveč v voznikovo veselje, fejka mehansko sprednjo zaporo diferenciala. Ampak če bi pa sam zbiral, bi si pa želel vse mehansko, ker se mi zdi, da bi to še dodal k prvinskosti izkušnje, ki je ta avto drugače tako dobro podaja. In kupci, če bodo, ali pa če boš kupil ta avto, v osnovi ne smeš pričakovati preveč ene ekstravagance, je pa res, da Hyundai ponuja še neke dodatke, ne? Pa lahko narediš celo štalo, mislim, da tudi volan lahko cel oblečeš v Alcantaro, pa tako naprej, ti si pa druga zgodba. Kako se že imenuje ti dodatki? Če sem se spomnil, sem zdaj tukaj napisal, kako že ko sem smotan. No tako, v glavnem, če pa ti doplačaš, pa se pa tudi tukaj noter zgodba krepko spremeni, da o zunanjosti sploh ne govorim. Da ne govorim o tem, da si lahko vse nastavitve motorja, elektronske špere, egzosta, nastavaš tukaj, le to. A veš, ko imaš različne vozne programe, drive mode, tukaj jih menjaš, pa imaš normal, sport, eko, valjda. Potem imaš pa na desni volanski prečki tale gumb. Tukaj izbereš pa ali vidiš N-mode ali pa custom mode. Pa greš pa tukaj na settings, vidiš, kaj lahko vse urediš, engine, pa izbereš normal, sport, sport plus in enako recimo z elektronsko špero, normal ali pa šport, bomo kar tukaj le pustili, gremo nazaj, rev matching, lahko ga izklopiš, če nočeš imeti cvišen gasa, normal, sport, sport plus, pa še exhaust sound, ne? Imaš tudi normal, sport, sport plus. Izbere, kolikor češ. Stari, to je to. Jaz moram ta avto nazaj pelati. Res ne bi rad tega naredil. Res ne bi rad tega naredil.